učim v 1. in 2. razredu osnovne šole, kjer pogostokrat, ko pri pouku naletimo na neznano besedo, učence usmerim v to, da jo skupaj preverimo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Torej obiščemo spletno stran in na portalu Fran v slovarju slovenskega knjižnega jezika poiščemo neznano besedo. No, sem učiteljica na osnovni šoli Koper, poučujem učence od 6. do 9. razreda. Slovarje uporabljamo slovar slovenskega knjižnega jezika. Ja, uporabljamo slovarje, in sicer, ker je struktura mojih učencev, da so to res tujci, ki prihajajo iz neslovanskih držav. Uporabljamo predvsem slovarje tudi slikovne, ker je veliko vizualnega, veliko slik. Se pravi, tale Kukujev slovar je odličen slovar, zaradi tega, ker je to angleščina, francoščina in slovenščina. Potem uporabljamo, jaz imam dosti otrok z arabsko govorečega področja, tako da uporabljamo te slovarje plus delovni zvezek od tega slovarja. Uporabljamo, zdaj odvisno je tudi od starosti otroka, čeprav vidimo, da tudi starejši otroci lažje asociacijo dobijo in si zapomnijo, če vidijo sliko. Drugače uporabljam za albanščino zelo dober slovar tale, ki ga imamo, in pri albansko govorečih učencih uporabljamo tudi ta slovar. Potem uporabljamo še druge, ta od Ponsa, naprimer, pa te slikovne, ki niso, ampak je slika zraven in je veliko lažje z ruščino, recimo. Tako da je veliko, precej slovarjev uporabljamo. To je dejansko vsak dnevni pouk, moramo imeti slovarje, ker mi začenjamo od ničle. Učenci so, ki ne govorijo slovenščino, učijo se slovenščino kot tuji jezik, se pravi popolnoma od začetka. V srednji šoli pri pouku slovenščine zelo pogosto uporabljamo slovarje, tako pri jezikovnem pouku kot pri pouku književnosti. Najpogosteje uporabljamo slovar slovenskega knjižnega jezika, potem uporabljamo pogosto tudi frazeološki slovar. Recimo, že tako ali tako v 2. letniku, ko obravnavamo frazeme, in to preverimo tudi na portalu Fran. To je super, da je to vse skupaj dostopno, da lahko hitro dostopamo, kjerkoli dostopamo, da lahko tudi oni preko telefonov kaj preverijo. Pogledamo pogosto tudi v sinonimni slovar. Ko obravnavamo izvor besed, absolutno pogledamo še etimološki slovar, tudi sprotni slovar, tudi slovar novejšega besedja, tudi v slovenskem pravopisu, recimo to pa za zapis lastnih imen, to pa tam potem preverimo, ne? Recimo za zemljepisna lastna imena, tudi osebna lastna imena, včasih vpraša, kako recimo prebivalka Bleda ali pa prebivalec Bleda, recimo kako bi se reklo, pa jaz potem vprašam, no kaj, kam bomo pa pogledali. Prvi odgovor je ponovadi slovar slovenskega knjižnega jezika, ne? Potem pa nekako jih preusmerimo, no, do slovenskega pravopisa. Jaz mislim, da mi ne uporabljamo samo, mislim, se ne osredotočamo samo na to, kar pač priporoča učbenik ali pa nas usmerja k rabi slovarja, ampak jaz zmeraj, recimo, ko dijaki za kako besedo povprašajo, ne, kako se napiše, kako se naglasi, kaj pomeni, ali pa recimo za kak frazem, odkot izvira ali kaj takega, jaz nikoli takoj ne ponudim odgovora, pa ne zato, ker ne bi hotela, ampak ker želim, da se sami čim več, ne, ker rečem, no, zdaj pa danes pa mogoče ti poišči, vzemi telefon, zdaj lahko to legalno narediš, ne, in poišči besedo, da se sami čim več, recimo, da poskušajo. Mene tudi recimo zelo veseli, da uporabljajo slovar slovenskega knjižnega jezika tudi pri drugih predmetih, da mi včasih rečejo, danes smo pa pri zgodovini eno besedo iskali, ali pa pri biologiji, ali pa pri umetnostni zgodovini. Recimo, ne, tudi ko pripravljajo kakšne referate, govorne nastope pri drugih predmetih, ne, hočem to povedati, da ni omejena raba samo na slovenščino, ne. Poznavanje slovarjev omejim na raven zahtevnosti, ki je na poklicni maturi. To so me leta izkušenj naučila. Kaj to pomeni? Večinoma je še zmeraj treba dobro poznati le zgradbo gesarskega članka iz slovarja slovenskega knjižnega jezika in le v grobem poznati razlike med ostalimi slovarji. V pedagoškem procesu na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani uporabljamo slovarje, in sicer najbolj pogosto kar preko spletišča Fran. Študentje namreč že iz srednjih šol pridejo z znanjem, nekim osnovnim znanjem o slovarjih, in hkrati s svojimi mobilnimi telefoni kar dobro obvladujejo iskanje po spletišču Fran. Najpogosteje uporabljamo pravopis in gledališki terminološki slovar.
Pravopis zato, ker zajema pravorečne podatke, torej podatke o naglaševanju in izgovoru različnih glasov. Gledališki terminološki slovar pa zato, ker je pomemben za gledališko vedo, torej za gledališko izobraževanje. Uporabljajo ga tako igralci kot dramaturgi. Študente seznanim z rabo terminoloških slovarjev, predvsem botaničnega terminološkega slovarja. Prav tako se poslužujem kemijskega slovarja. Z prve roke pa lahko povem, da uporabljam tako splošne slovarje kot tudi terminološke slovarje in tudi med drugim med temi terminološkimi slovarji je tudi pravni terminološki slovar. Večja težava je, da je slovar slovenskega knjižnega jezika za učence zelo zahteven. Učence je treba usposobiti za branje slovenskega slovarja, tako da to tudi počnemo, jih učimo. Učenci, ki so bolj zainteresirani, boljši učenci, dobri bralci, ki nimajo tako velikih težav z jezikom, osvojijo in hitro razumejo, kaj pomenijo tisti oznake, kvalifikatorji, pomeni, številke in navedbe in tako naprej. Učenci, ki imajo težave na jezikovnem področju. Ta snov, ko jo mi obravnavamo, slovarski sestavek, je njim zelo pri srcu. Zelo radi delajo s slovarjem, všeč jim je, da lahko nekaj poiščejo, to delo z besedilom, to imajo radi. Razlage pomenov se mi zdi, da so dovolj jasne, da so tudi dovolj jasno označene, če jih seveda na to opozorimo, kaj je v ležečem tisku, kaj je v pokončnem. Po mojem mnenju je v prvem, po drugem letniku za slovaropisje še prezgodaj. Moralo bi biti to slovaropisje strnjeno na vrsti v četrtem letniku v sklopu priprav na maturo, saj je praviloma vsaki maturitetni poli vsaj ena vaja iz slovaropisja, včasih jih je tudi več. Še en argument imam za to, na koncu šolanja so dijaki tudi že dovolj zreli za razmišljanje o naravi leksikografije, lahko tudi hitro uvidijo, da so slovarji odraz časa, v katerem so nastali, torej da se pomeni besed skozi čas spreminjajo, da tudi same besede izginjajo in v slovar vdirajo nove. Tovrstnih izobraževanj o jezikovnih priročnikih ali o nekih novostih, o rabi, o korpusih, kakšne možnosti so vse to, jezikovna svetovalnica, da tega pa malo pogrešamo mogoče. Zaenkrat teh izobraževanj še nisem nikjer zasledila, bi se pa z veseljem jih udeležila, še posebej, če bi mi razložili oziroma dali ideje za uporabo razredu. Ja, vsekakor bi se mi zdelo zanimivo in bi se tudi udeležila takšnega izobraževanja. Je pa res, da do sedaj jaz nisem zasledila za taka izobraževanja. V delovnem okolju imam možnost za izpopolnjevanje na tem področju, se mi zdi, da bi bila lahko ta izpopolnjevanja pogostejša in predvsem bolj specifična za določeno publiko, saj recimo se uporabniki med seboj razlikujemo, recimo drugače uporablja slovar laičen uporabnik, drugače uporablja slovar študent in drugače ga uporablja raziskovalec. Kljub temu, da je recimo ta slovar isti, ima vsak izmed uporabnikov neke specifične poglede in specifične zahteve, sploh potem kako zahtevno naj bo iskanje in tako naprej. Možnosti izobraževanj na slovaropisnem področju je po mojem mnenju dovolj. Tako kot velja za ostala izobraževanja, včasih je ponudbe celo preveč in je kar težko izbirati najustreznejše, če nisi na tekočem z vsemi aktivnostmi in pa stanjem na področju izobraževanja. Meni so najbolj v spominu ostale delavnice na kongresih Slavističnega društva Slovenije, pa tudi kakšna dobra delavnica lektorskega društva je na tem področju zelo primerna in bi jo priporočil tudi marsikomu drugemu. V smislu jezikovnih slovarjev oziroma tudi izobraževanja na jezikovnem področju, pa mislim, da malo pešamo. Tudi izobraževanja na nivoju univerze niso toliko ponujena v to smer, bolj v smer pedagoškega izobraževanja.
z vidika, da zaposlujemo raziskovalce tudi iz drugih držav, da se vračamo tudi z drugih držav nazaj v slovensko okolje, bi bilo ključno, da se izobražujemo. Je pa to v bistvu bolj iniciativa vsakega posameznika.